Dr. Jolanda Lazar se je rodila 29.11.1959 v Wesnu v Nemčiji. Študirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala iz didaktike tujih jezikov. Zaposlena je na osnovni šoli Šalovci. Deluje predvsem na področju razvijanja metod poučevanja tujih jezikov, medpredmetnega povezovanja, formativnega spremljanja in predmetnega poučevanja v tujem jeziku. Poleg tega deluje na razvoju komunikacije med šolo in domom. 2 mandata je bila vodja študijske skupine za nemščino, zaposlena je bila na LUMS, 2 mandata je ravnateljevala in pol leta je bila zaposlena na MIZŠ. Trenutno aktivno sodeluje z Goethejevim inštitutom Ljubljana. Pomurska akademkinja doktorica Jolanda Lazar je konference Pomurske akademije spoznala že prije, kak je bila naša članica. In zavoljo toga smo komaj čakali, ko se nam je pridružila in fej smo veseli, ko je od te malo tudi sicer fejst aktivna udeleženka konferenc Pomurske akademije. Njena prednost je tudi ta, ko prihaja iz prakse, kak ravnateljica, učiteljica, tudi doktorica z izkušnjo v upravljalskem delu naše države. In zavoljo toga so njena predavanja seveda tudi sicer toliko bolj zanimiva, nas dosta lejko tudi navčijo in kaj je največ vredno, nas tudi opozorijo na tisto, kaj bi pa se dalo spremeniti, popraviti, zboljšati. In tudi njeno dnešnje predavanje, tudi njeni prispevek na letošnji konferenci Pomurske akademije je točno takšen. In veže se seveda na šolo in veže se seveda tudi na vse tiste, ka deco imamo v šoli. Zato, ker nikdar ne veš, kak je čistar prav z vzgojo, s pomočjo, povezovanjem z šolom. In dnešno predavanje Pomurske akademkinje doktorice Jolande Lazar, da nam odprlo marsikero stvar, ki še mogoče ne vemo in nam tudi dalo premišljavati, ko bomo ležej se seveda poveživali šolo. Da pa seveda fej zanimivo in poučno tudi za tiste, ki naslednjič se šolov povezali, mogoče prek vnikov, ali pa ste to že davno skozi dali. Prispevek obravnava problematiko komuniciranja med šolo in domom. S podporo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo območne enote Murska Sobota so se odločili za poskusni projekt z naslovom Šola brez pritožb. Izvedli so 3 delavnice na 2 šolah. Spomladi pa načrtujejo še srečanje starši. Na prvi delavnici so z vprašalnikom ugotavljali dejansko stanje v odnosu starši-dom in tip šole. Ugotovili so, da komunikacija ne deluje, kot bi morala, saj se zdi, da govorimo eden mimo drugega. Na drugi delavnici so analizirali kazalnike kakovostnega VIS partnerstva šola-dom. Udeleženci so ugotavljali, na katerem področju že veliko delajo, na katerem so bolj šibki. Izbrali so nadgradnjo, da bi razvijali komunikacijo. Na 3. delavnici so se udeleženci seznanili z različnimi tipi razgovora, razvojno-motivacijski, problemski. Njihov cilj projekta je, da se približajo partnerskemu sodelovanju med šolo in domom in povečajo odgovornost sveta staršev, zastopnikov staršev, saj gre za našo skupno odgovornost za vzgojno-izobraževalni uspeh učencev. Vpliv doma staršev je 2-krat višji kot vpliv šole učiteljev, tudi na področju bralne, matematične in naravoslovne zmožnosti. Kazalniki kakovostnega vzgojno-izobraževalnega partnerstva šola-dom so kultura dobrodošlosti, raznolika in spoštljiva komunikacija, vzgojno-izobraževalno sodelovanje in sodelovanje participacija staršev. Sodelovanje starši, ki temelji na delu doma, je ključnega pomena za vzgojno-izobraževalni uspeh. Upam, da vas malo tudi pritegnem na to temo, ker ves čas govorimo o šolstvu. Lani sem imela priliko na Dunaju spoznati eno skupino finskih učiteljev in učiteljic in smo se pač pogovarjali o njihovem sistemu, tako da ne bom jaz delala reklamo za njih,
Ampak ena izjava mi je pa bila taka, ki mi je pa dala res zamisliti, in sicer so pač povedali na moje vprašanje, zakaj je pri vas to, zakaj to funkcionira, ne. Recimo so točno na švedsko-finski meji in na Švedskem ne funkcionira tako kot na Finskem. In so rekli, da v bistvu edina razlika, ki jo oni zaznajo, je to, da šole oziroma da se starši ne mešujejo v šolo oziroma da so kot partner v vzgojno-izobraževalnem procesu. Poleg tega pa je zaupanje v sami družbi bistveno višje, kot je pri nas. Prav tako tudi inšpekcije recimo ni, šolske pa še kakšne druge ni, ker si zaupajo. In to se mi zdelo ključno in po moje ta naslov Šola brez pritožb je v bistvu bolj tak delovni naslov, je moja notranja življenjska želja, pa ne gre za, da bi bilo vse ok, kar mi naredimo v šoli, ampak gre za to, da ne bi s takimi nebulozami, ki se zdaj dogajajo, da bi se to pač dalo v medije, ampak da bi se te stvari dejansko v šoli lahko rešili, brez kakšnih večjih zunanjih sodelavcev. Vzgojno-izobraževalno partnerstvo med šolo in domom. Zakaj je to tako zelo pomembno? Pač med samo pripravo na te, no, smo začeli en projekt, tako moram povedati, podpira nas malo Zavod za šolstvo in sem pač poskušala najti neke upravičila oziroma neke dokaze, da kako pomembno je v bistvu, da starši sodelujejo oziroma kako pomembno je za vzgojo otroka oziroma za vzgojno-izobraževalni uspeh otroka, da starši sodelujejo. Vidimo tu recimo, da dejansko je vpliv šole približno enak od 4. leta pa do 15. leta, kar me je predvsem, mislim, presenetila ta v tej pubertetniškem obdobju, da je tako zelo pomembno sodelovanje staršev. In tu se veliko staršev tudi izgubi, ker puberteta je pač svoja specifika in se dejansko ljudje oziroma starši ne znajdejo prav dobro. No, naprej je še ena iz spise. Vpliv šole, učiteljev pouka se giblje tako tretjina recimo pri bralnih zmožnosti, pri matematičnih zmožnosti in naravoslovnih zmožnosti. Vpliv staršev je dvakrat višji, ostali vplivi pa so malo, da ne, matematična zmožnost mogoče še 10%, ostalo pa več ni tako zelo pomembno. Se pravi, da je odnos staršev do izobraževanja oziroma do vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli zelo, zelo pomemben. Delo staršev, no tu gre za eno izjavo doktorja Zaharja, ki je na tem področju ogromno že pač objavil, gre za nemškega znanstvenika, ki pač dela na tem področju in je pač ugotovil v svojih študijah, da je delo staršev v bistvu v tem trenutku pri nas tako, da je šola aktivna, šola vabi, šola pravi, šola dela, starši pridejo. So pasivni, velikokrat ne povejo, kar mislijo, če povejo, recimo v kakšnem recimo svet staršev, povejo zato, da bi mogoče realizirali svojo željo za svojega otroka. Svet staršev se ne vidi kot inštitucija, da bi pomagala vsem otrokom, da bi postavili recimo razredno zgodbo, ker so pač predstavniki razredne skupnosti, razredno potrebo oziroma potrebe za razred pred individualnimi zadevami. In to je bilo res tisto ključno, kar sem mislila, da bi bilo fajn malo poskusiti. Ker vprašanje, to ni stvar, ki bi se v enem ali 2 letih lahko rešila, ampak to so stvari, ki zelo, zelo dolgo trajajo. Ampak že tu pri same terminologiji, jaz imam sama 2 odrasla fanta in ko sem prišla na šolo, sem se počutila kot, ne vem, kot da vidijo točno, kakšne napake jaz pri svoji vzgoji delam. To pa to pa to pa to pa to. Mislim, in se nisem
prav prijetno počutijo. Čeprav sama učiteljica, pa mama, pa vse, ampak nisem se prijetno pač počutila. Tako da se mi zdi, da je že ta terminologija delo starši, šola za starše, izobraževanje staršev, velikokrat tisto, kar že sam po sebi ima neko negativno konotacijo. To pomeni, da moraš kot starš hoditi v šolo, ne? Šola za starše. Zdaj imamo tisto, učim se biti učitelj. Halo, jaz bi rekla, bi bilo fajn, da si učitelj, a bi šli k zdravniku, ki ima naziv, učim se biti zdravnik. In tu v šolstvu pa te zadeve, malo smo prepeljali vse skupaj do absurda. No, in tu ne gre za to, da bi mi kot inštitucija, kot šola, starše vzgajali, ampak gre za to, da poskusimo najti eno tako vzgojno-izobraževalno partnerstvo. Zdaj, kako priti do tega, je pa seveda drugo vprašanje. Zdaj, v tem šolskem letu sem opravila 2 delavnice, 3. pa še pride zdaj decembra. In na teh prvih 2 smo ugotavljali, kaj so pravzaprav kazalniki kakovostnega vzgojno-izobraževalnega partnerstva šola-dom. In smo prišli do tega. Kultura dobrodošlosti, da se vsi starši počutijo dobrodošlo. Ker včasih ni tako, ker prideš ti svojo zgodbo, svojo biografijo, svojimi izkušnjami kot učenec, dijak, študent. In potem, če je to negativno, je zelo težko takoj vzpostaviti neko pozitiven odnos. Raznolika in spoštljiva komunikacija, vzgojno-izobraževalno sodelovanje in sodelovanje oziroma participacija staršev. Torej, pri tej participaciji staršev predvsem razmišljam v tej smeri, da bi svet staršev moral prevzemati tudi drugo funkcijo, ne samo funkcijo odločanja, ampak funkcijo, da tudi sami zelo aktivno prinesajo neke svoje ideje. Ugotavljali smo, kam želimo, kaj lahko storimo in kako bi se dalo udejanjiti, ampak seveda najprej vprašanje, kje pravzaprav smo. Moram malo pohiteti, ker malo prehitro gre. Sodelovanje staršev, mi sodelujemo s staršem, ampak to sodelovanje je bolj bazirano na tem, da jih povabimo na proslave, na take prireditve in jim je fajn. Nimajo pa pri tem nobene odgovornosti za kakšnokoli sodelovanje, kot ga pač zdaj predstavljam. Sodelovanje starši, ki temelji na delu doma, je ključnega pomena. In tu zdaj ne mislim delo doma, da nekdo sedi 3 ure z otrokom pa dela z njim, ampak da ima do svojega otroka velika, visoka pričakovanja, trdno zaupanje staršev, da je avtoritativni vzgojni stil, kar se v začetku sliši zelo tako hudo, avtoritativno, ampak tu gre za toplo in ljubeče okolje, opogumljanje, spodbujanje, motiviranje, razvijanje samostojnosti, struktura in disciplina, red, pravila, strukturiran potek dneva, odgovornost za naloge dela v gospodinjstvu. In če se otrok to nauči, ker mi ne dobimo v šolo 6 leti neko tabula rasa, dobimo otroka, ki je že 6 let na svetu, je že prenesel oziroma je že dobil neke informacije oziroma živi v tem okolju. Potem gre za drugo intelektualno spodbudo, ampak tudi tu gre predvsem za komunikacijo. Starši otrok, pa na razredni stopnji je pa še zelo pomembno to branje z otrokom. Ne gre za prevzemanje vloge pomožnega učitelja, kar se velikokrat očita, ker pač starši to ne razumejo ali pa tudi učitelji ne znajo razložiti. V glavnem, ne gre za prevzemanje vloge in zato ne rabiš nobene izobrazbe. Zato rabiš samo biti konsekventen in postaviti svoje meje, kar je zelo, zelo pomembno. Tudi pri odraslih. No, recimo ta intelektualni del, to je bila ena PISA, tudi raziskava, sicer je v nemščini, ampak mislim, da ni problema, branje, matematika pa naravoslovje, kakšen vpliv ima, če imamo skupni glavni obrok, če ga imamo vsak dan, ali pa enkrat v 2-krat na teden, ali pa enkrat v 2-krat na mesec, ali pa nikoli, se vidi, kako vpliva na število točk, recimo pri testu PISA. Ker tu gre za pogovor o
vseh drugih stvareh, ni nujno, da je pogovor o šoli, ampak tako se širi, oziroma tudi ta možnost komuniciranja nenazadnje, besedišče in vse te zadeve, čisto življenjsko učenje. Potem, no, pri tem smo pač obdelali tudi, oziroma sem dala 2 vprašalnika. Prvi vprašalnik je bil pač postavljena neka vprašanja s tem, da bo ta rezultat teh vprašanj, recimo teh 8 vprašanj, ker bomo marca tudi imeli starše eno tako srečanje, na katerem bomo probali ene stvari doreči in bojo dobili enaka vprašanja. Takrat bo res bolj relevantno. Potem drugi vprašalnik pa je bil rezultati, oziroma vprašalnikov za učitelje, 2, šola kot utrdba. Se pravi, da imamo to, po potrebi se šola odpira, to pomeni proslave, prireditve, te zadeve, roditeljski sestanki, ampak to ni to, kar bi bila želja, in sicer odprta šola, partnerska šola. Kako zdaj priti do tega? No, in tudi na tej anketi je pač bila, tu smo se bolj v tej smeri gibali. Na vseh šolah, ko smo to delali, v bistvu bolj v tej smeri. Do odprte šole pa rabimo še nekaj pač časa. Zdaj nalogo imajo učitelji, da poskusijo najti tisto področje, pri katerem se čutijo bolj slabo, oziroma tam, kjer že kaj delajo, in da pač tam nadaljujejo, recimo, ali to zdaj kultura dobrodošlosti, ali pač komunikacija, ali karkoli. No, in nekako smo se tu za komunikacijo in kako, recimo, profesionalno vodiš pogovor, ker to dodiplomski študij ne daje. Ne daje, recimo, razredni pouk ima matematiko, integralne račune, mislim, razredni pouk od 1. do maksimalno 6. razreda, zato ker pač nekdo ne bi imel službe, če tega ne bi bilo. Nimamo pa 1 ure ne retorike, kar bi bilo neverjetno potrebno za to, niti 1 ure komunikacije s starši. Ker to je, mislim, da največji problem. Takoj bom. Tu smo pač nekako izkristalizirali svetovalni pogovor, konfliktni pogovor pa razvojni pogovor. Svetovalni pogovor je najlažje. Nekdo pride po nasvet, se pripraviš, poveš, mislim, da je to pa tudi pozitiven. Pri konfliktnem pogovoru je pa potem že tako, moraš umirjati čustva in tako naprej, ker to pač eksplodira. Novo, kar bi vpeljali, so pa razvojni pogovori. Razvojni pogovori bi se naj izvedli enkrat na leto. To sem jaz malo, to so delavne, bom dala naokrog, da si malo pogledate, kako bi ti razvojni pogovori potekali. In sicer bi dobili učenci en samo ocenitveni list, bi ga skupaj s starši doma izpolnili, potem ga dopolni učitelj, pa na skupnem srečanju otrok, starš pa učitelj, oziroma še razrednik eventualno, ali pa še kakšen učitelj zraven, in bi potem ugotavljali, kateri od deležnikov razmišlja v katero smer. Ker včasih je eno dojemanje eno, drugo dojemanje pa drugo. In potem bi lahko, recimo, na tem bi se lahko mogoče, upam, kaj spremenilo. Komunikacija med otrokom in starši je zelo pomembna. Raziskava PISA 2009 je dokazala, da že vsakdanje skupno kosilo lahko dvigne točke pri prevzemanju znanja do 40 točk.